Sem rekel, bo enkrat zmanjkalo teh primerjav, ampak jih očitno ne. Slovenski segment začenjamo z novico iz naših cest. Morda ste v zadnjem času po državi opazili nenavadne prometne znake. In s tem ne mislim znak na vrhu mlaja pri vsaki drugi bajci, pač pa ta znak v nekaterih križiščih. Zelena puščica na črni podlagi. Tako izgleda novi prometni znak, ki v semaforiziranih križiščih omogoča zavijanje v desno in to tudi, če je na semaforju prižgana rdeča luč. Tako je, trenutna vlada želi, da se na križiščih obnašamo tako, kot želijo, da se obnašamo na voliščih. Da ignoriramo rdečo in zavijemo v desno. Ampak dajmo pozabiti na politiko, poglejmo si, kaj rabimo v novem znaku vedeti kot vozniki. Predvsem za vse voznike je zelo pomembno, da preden se sploh začnemo vključevati oziroma gledati po cesti, na katero se želimo vključiti na podlagi prometnega znaka, preverimo prehod za pešce, da ne bomo imeli tukaj težave. Jaz sem vedel, da moraš prej pogledati na prehod za pešce, nisem pa vedel, da je Sebastian Cavazza inštruktor. Kje je zdaj to truplo desno? Pravila za križišče so torej taka kot za ženske. Približaš se pazljivo in počasi, če pa vidiš pravilne znake, pa greš lahko noter tudi takrat, ko je rdeča. Ampak samo, če si ziher, da med tem noben ne vstopi z druge strani. Ker ni pa fajn, da gresta dva naenkrat not. Ker se lahko zgodi nesreča. Verjemite mi, govorim iz izkušenj. O čem že mi govorimo tle zdaj? Aha, promet, v redu. Dajmo se pogledati, v katerih mestih že stojijo znaki. Tovrstni prometni znak boste lahko srečali že v 4 slovenskih mestih, in sicer v Ljubljani, Novem mestu, Metliki in v Mariboru. Po neuradnih podatkih se je to pravilo sprejelo tudi v Celju. Tam sicer še nimajo takega znaka, so pa čez rdečo navajeni voziti že odprej. Ni problem. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.